Punce živijo, danes sledi video, review video, ocena, preizkus izdelka, kaj mislite? Itak iz naslova že vidite, tako da it's no surprise. Danes sem testirala črno masko. Ful povpraševanja je baje, da bilo v trgovinah, v Millerjih, v DM-ih, po tej maski, ne konkretno po tej znamki, ampak po črni maski Peel Off, Black Mask, ki potegne baje, da vse črne ogrce ven, naj bi olepšala tvojo kožo, torej vseh teh črnih pikic, ki se največkrat, vsaj meni, zgodijo po nosu. Tako da, iskreno, tudi pri meni je vzbudila zanimanje, tudi sama sem šla skoraj vsak teden vprašati v Miller, a imate tisto masko črno, ki dela čudeže? Vsakič je bilo, ne, smo naročili, komi čakamo, da jo dobimo, ker punce skozi hodijo spraševati. In prejšnji teden v četrtek sem se ustavila v Millerju in voila, dobili so jo in zdaj je v mojih rokah, tako da že prav komi čakam, da sama dobim mnenje in ga lahko delim z vami. Torej, nanesla jo bom na obraz in v bistvu najprej moram prebrati verjetno navodila. Dajmo začeti, dajmo pogledati, kaj je skrivnost črne maske. Gre za znamko Seven Heaven, to me spomni na serijo, ki sem jo gledala v osnovni šoli. Seven Heaven, a ste gledali? Družini, ne? Neka tako z milijon otroki. Na njej piše, torej, Seven Heaven Black Seaweed Peel Off Ultra Deep Cleansing. Kaj zdaj to pomeni? Torej, črna peel off maska, ki se jo odlep z obraza, ki naj bi globoko očistila kožo. Piše, da se odlep v bistvu zelo enostavno dol, bomo videli. In potem, navodila so takale. Cleanse, torej umij obraz, nanesi masko, relaksirati 20 do 25 minut, odlepi masko in feel fab, torej počuti se fabulozno, ne, počuti se čudovito, tako bo prevod. Piše tudi, da je natural in pa safe man-made, torej da jo je naredil človek, da je naravna in pa celo od pete znakacma, torej cruelty free. Dobro. Dajmo jo odpreti. Najprej vam pokažem, kako izgleda. Še to. Zdaj trenutno hodim na kemične pilinge. To se sliši grozno, ne? Tako kar malo človek se ustraši. Kemični piling, o njem bom povedala več po svojem zadnjem tretmaju. Vam bom tudi pokazala celoten proces, torej kakšna je bila moja koža pred prvim tretmajem in kakšna bo moja koža po zadnjem, četrtem tretmaju. Samo ime kemični piling vem, da vzbuja neke take čudne strah celo, ne, take emocije, ampak dejansko, kar kemični piling dela, je, da lepša teksturo kože. In to dela dermatolog, tako da dela človek, ki obvlada. Video na to temo o kemičnem pilingu sledi, kot rečeno, odločila sem se zanj predvsem zaradi tega, ker z mojo kožo v bistvu nisem nezadovoljna, kar se tiče nekih mozolov, aken, ker jih nimam. So pa, kot rečen, že 100-krat tekstura ni v redu, no. Par brazgotin zaradi stiskanja in pa predvsem po čelu so najbolj vidne od blizu take drobne pikice. Zdaj vam pokažem kožo od blizu. Torej, to je moja koža, če vas malo prezumiram. Zdaj, če pogledam v ogledalo se, dejansko te črne ogrce vidim najbolj izrazito na nosu in pa takole na začetku ličk. Tukaj potem mogoče sam kakšen, tle na čelu pa dejansko jih ni. Kakšen je tudi na bradi in to je to. Zanima me, kaj bo naredila ta maska, tako da dajmo jo gor na obraz in dajmo preveriti. Preden jo nanesem na svoj obraz, še cena. Kupila sem dve in ena maska pride €1,39. V bistvu ful pocen. Mislim, da je sicer za enkratno uporabo, glede na to, mogoče je za dvakrat, bomo videli. Ful taka gladka tekstura. Zdaj ne vem, koliko debelo jo je mišljeno nanesti.
Ampak. V bistvu ima vonj tako kot barva za lase. Čeprav se še nikoli nisem pobarvala, moja mami se barva in tako malo spomne na barvo za lase. Mošit. Ok, še na čelo. Pa ni je velik, ni je tako presežek, definitivno je za enkrat. Malo me hoče tako kakor dražati po očeh. Nekaj je noter, kar malo draži moje oči. Pa ne bom obžalovala. Me zanima, kako bi zdaj to Anže komentiral, če bi delal voiceover. In masko nanaša z sredincem. Zelo pomembno je, da je sredinec. Tap, 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 tap. Porabila sem čist celo embalažico. Moji prsti so popackani. To je to. 20 do 25 minut relaksa. Pojmo relaksirati in se vrnem nazaj čez 20-25 minut. Se vidimo. Evo. Malo težko govoriti. Budilka je zvonila, minili je 20 do 25 minut. Mislim, da se je, večinoma se je posušil. S katere strani začnemo? Probamo dobiti v enem kosu. Nič ne boli, ker različni komentarji so, da boli, pa da ne vem kaj, nič ne boli. Vmes je malo, ko sem čakala, ni pekel, ampak malo sem čutila tako na obrazu, mogoče malo tak, kakor da je hotel malo pikati, ampak nič neprijetnega. Tako res nič ne boli, vidi se tudi, kako enostavno gre dol. Škoda, tle se bo zdaj strgala. Tle je očitno še malo mokra. Zdaj pa ta del, ko me tudi najbolj zanima. Malo je še mokra na nekaterih delih. Je šlo sploh kaj ven? Zdaj sem probala to razgrniti tako, kot je bilo, ampak iskreno, gor na maski ni nobenih grudic. V maski se je naredila kot lukenca, se pravi, kot v bistvu, da se je malo odprla. V bistvu, če pogledam še enkrat čisto od blizu. Ogrci so definitivno še v nosu. Tudi te polički, ki sem jih imela, se pravi, ko sem pokazala na začetku, še vedno jih vidim. Na tem ni nobenega ogrca, nobene izbuklince, nič, kar bi nakazovali na ogrce. Ostanke obrišem z micelarno vodico. Še enkrat bom pogledala, da ne bom naredila kakršnekoli krivice tej maski. Ne, definitivno so ogrci še noter. Definitivno. Tako sem vsaj probala videti, če bi kakšen predelček bil očiščen. Ogrci so v mojem nosu, v mojih ličkih, evo vas spet malo prezumiram. Ne vem, meni se ne zdi moja koža nič drugačna kot prej. Je občutek tak prijeten, to ne moram nič reči. Zdaj na maski v slovenskem prevodu, torej na tej deklaraciji, piše, da maska odstrani maščobo, umazanijo in pa da čisti. Vse, kar v bistvu jaz občutam po teh trditvah, je to, da se moja koža ne sveti toliko. Torej, malo sijaja je vzela, ta maska. Očistila je ni pretirano. Umazanija, za umazanijo v bistvu se pa smatrajo, po mojem mnenju, te ogrci, tako da tudi ni dostavila. Tako da, črna maskica je testirana. Upam, da ti je bil video všeč in v pomoč. Upam, da če je tudi tebe zanimala, kako deluje, če deluje, da sem ti vsaj malo odgovorila na tvoje vprašanja. In stisni en like temu videu, če ti je tak tip video všeč, torej reviewji, ocene izdelkov. In v komentarju mi lahko zapišeš še kakšen tvoj predlog glede česarkoli, kar bi rada videla, da se testiram
v prihodnje. Ne pozabite slediti na Instagramu, Facebooku, za še več afnastih vsebin in me se gledamo v kratkem. Do takrat, ljubčke in uživite. Čau!